Nedavno je bila v Italiji konferenca o podnebnih spremembah. Vsi udeleženci so se strinjali, da je treba zmanjšati izpust toplogrednih plinov v ozračje in upali, da bo sporazum o omejevanju toplogrednih plinov podpisala tudi Rusija. Vendar se to ni zgodilo. Ruski predsednik sporazuma ni bil pripravljen podpisati. Samozavestno je izjavil, da utegne otoplitev ozračja Rusiji celo koristiti in zato takega sporazuma sploh ne potrebuje. A najbrž ni vedel za študijo nemških znanstvenikov, ki napovedujejo, da nam v Evropi in Severni Ameriki med to katastrofo ne bo topleje, temveč nas bo celo zeblo. Ta trditev je na prvi pogled nelogična, zato smo obiskali strokovnjaka, ki je spremljal pravkar končano konferenco o podnebnih spremembah. Zemlji torej zaradi izpusta toplogrednih plinov v ozračju grozi katastrofa, ki jo deloma že lahko opazujemo. Zime postajajo toplejše, ledeniki se talijo. Ali nam lahko pojasnite, zakaj naj bi na severu Evrope in Severne Amerike kljub segrevanju ozračja postalo hladneje? Pretežno vsa severozahodna Evropa in del Severne Amerike imata dokaj blagodejno in toplo podnebje zaradi severnoatlantskega morskega toka. Ta tok je podaljšek zalivskega toka, ki na sever prinaša toplo vodo iz tropskega pasu. Vendar se zemljino ozračje segreva, ker se v njem kopiči vedno več toplogrednih plinov. To segrevanje ozračja povzroča, da se talijo ledeniki. Zaradi ledenikov, ki se talijo, v oceane priteka veliko mrzle vode. Zato se gladina oceanov dviguje, hkrati pa voda v njih postaje čedalje hladnejša. Morda se nam zdi, da je severnoatlantski tok, ta mogočen tok, neobčutljiv na te spremembe, vendar ni tako. V nevarnosti je tudi topomorski tok, ki obliva obalo Evrope in severno oziroma severovzhodno obalo Severne Amerike. Ker se oceani povečujejo in ker v oceane priteka vedno več hladne vode, se lahko zgodi, da bo nekega dne topel severnoatlantski tok pravzaprav izginil. Topotok, zaradi katerega ima zahodna obala naše celine ugodno podnebje, tako ne bi več prihajal proti severu in postopno ne bi več vplival na podnebje zahodne obale Evrope. Posledica opisanih dogodkov bi bil večji hlad v večjem delu Evrope, čeprav bi se na planetu kot celoti ozračje nekoliko segrelo.